Prav preseneča me, kako v tem predvolilnem času ni nobenega izgreda na meji s Hrvaško. Noben medij ne poroča o tem, da hrvaški policaji s strojnicami izganjajo slovenske ribiče iz našega lastnega morja. Pa pomislim, kako je to možno. Ne morem, ne da bi se vprašal, kdaj sta se pa Janša in Sanader nazadnje srečala. Pri reševanju morske meje oziroma sporne meje v Piranskem zalivu nas že 20 let vodi žejne čez vodo en in isti minister. Ta nam je skupaj z druščino ali, če hočete, s tovarišijo iz LDS zagotavljal, da imamo prav mi in ne oni, torej Hrvatje. Enako s tovarišijo iz SDS. Mi imamo sporazum Drnovšek-Račan, oni nimajo nič. So venomer trobili v en rog. Stvar je jasna, bojazni ni nobene, nočemo pa na sodišče, ker to, da bi se pravdali in vlekli po sodiščih, ni v naših slovenskih manirah. Mi bi radi to vprašanje, ki sicer zahteva čas in specifičen pristop, rešili z našimi prijatelji iz Hrvaške na dogovoren način, bla, bla, bla. Hrvatje so nam že pred časom, leta nazaj, vrgli rokavico in nam rekli: no pa pojdimo že enkrat na sodišče, če tega nismo sposobni sami rešiti. O ne, je rekel večni minister, to se pa ja ne spodobi. Vprašanje je treba rešiti dogovorno v duhu dobrososedskih odnosov. Ko je večni minister slednjič le ugotovil, da cela Evropa z začudenjem gleda, kako si ne upa pobrati vrženemu rokavice že pred tolikšnim časom, pa je izdavil: no prav, pa gremo na sodišče, ampak bomo videli, koliko časa se bomo menili, na katero. In spet smo tu. Zadnji čas pa nekaj preseneča. Ves čas smo imeli prav mi in Hrvatje narobe. Ves čas smo imeli sporazum Drnovšek-Račan, Hrvatje pa nič. Ves čas je bilo na naši strani mednarodno pravo. Nenadoma pa dvom. Dvom v objektivnost najbolj eminentnih sodišč na svetu, a priori dvom v sodnike teh sodišč, a priori sum na pristranost še neizbranih forumov in pa, kar je najpomembnejše in najbolj zgovorno, Ministrstvo resnice je vpeljalo neke druge termine. Mi računamo na pravičnost. Naš adut v sporu je po novem pravičnost in ne pravo. Morda je mednarodno pravo celo res na strani Hrvatov. Smo pa mi pravičnejši. Vprašanje je, kdo je koga nategoval vsa ta leta. So morda vedeli, da nimajo v rokah niti enega pravnega aduta mednarodnega prava? Zakaj niso Slovencem in Slovencelnem povedali, da nobenega sporazuma Drnovšek-Račan pravzaprav ni? In ga ni iz preprostega razloga. Pravni akt dobi pravno veljavo z dnem, za katerega se dve stranki, podpisnici tega pravnega akta, strinjata in ga dogovorita. Prav tako dobi pravni akt, pogodba, sporazum, dogovor in tako dalje veljavo, ko so izpolnjeni pogoji, ki jih ti dve stranki določita kot konstitutivne za uveljavitev tega akta. Sporazum Drnovšek-Račan nikoli ni postal pravni akt, zato so lagali in lažejo ves ta čas. Ta osnutek pravnega akta nikoli ni stopil v pravno življenje, ker ga parlamenta obeh strani nista potrdila in pri tem ni nič pomembno, kateri od teh parlamentov ga ni hotel potrditi oziroma sprejeti. Pri tem tudi ni popolnoma nič pomembno, če je bil parafiran, saj to v korelaciji do pravne veljavnosti tega akta ne pomeni nič, tega akta kot pravnega akta ni. Za pogodbe velja le eno, konsens obeh strank in podpis pogodbe strani pravega, torej upravičenega podpisnika pogodbe. Slovenska politika ves čas zavestno, kar je višek izprijenosti in nesramnosti, zavaja javnost v zvezi z zadevno problematiko, pri tem pa skrbno pazi, da je tudi pred temi volitvami, kot je bilo tudi pred prejšnjimi, dovolj cipljev za slovenske in za hrvaške ribiče. Pod slovensko lipo smo sklenili, da storimo vse, da slovenska politika razkrije vsa doslej zakrita ozadja. Zavedamo se,
da je treba mejo dokončno urediti in da je čas, da pride sposobnejši in predvsem bolj pošten zunanji minister, ki ne bo skrival in zamegljeval pred lastnimi državljani najpomembnejših dejstev, ki zadevajo njihovo usodo. To je potrdil ta minister ne samo z vilniuško izjavo, pri kateri je kršil celo vrsto predpisov, temveč tudi z zadnjo afero, ko je hotel križati tistega, ki je razzadev resnico o vplivu Amerike na zunanjo politiko Slovenije.